Evo takole, dragi prijatelji, dragi gledalci YouTubea in vseh ostalih družabnih omrežij. Danes tukaj z mano na prelepi lokaciji Celjske Špice, zadaj je Savinja, tukaj spredaj bova midva, je ena zelo simpatična punca, ki je bila par mesecev nazaj na mojem dobrodelnem koncertu za Antonija, ravno tukaj na Špici. In ona je potem meni po koncu koncerta poslala na Facebook ene take zelo lepe voice maile, kako je ona v tem uživala, kako je to bilo fajn, kako se je ona fajn počutila, gor, dol, levo, desno. In jaz sem rekel, jaz moram to punco spoznati v živo. In ne samo, da jo spoznam v živo, jaz hočem z njo narediti tudi intervju, ker gre za eno res krasno dušo, eno veliko srce in eno res krasno dekle, borko, fajterko, ki se skozi svoje življenje bori tako ali drugače zaradi svojega telesnega hendikepa. In jaz sem se odločil, da se danes z njo usedem in z njo pogovorim in jo vprašam vse, kar mi leži na duši. Z nami, dame in gospodje, je fantastična Lana Tepeš. Si prav zapomnil? Ja. Lana Tepeš. Ja. Lana, dajmo začeti na začetku, ne? Kaj hudiča se je tebi zgodilo, da si ti na vozičku? Meni se je zgodila cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza. In sicer gre za nevrološko stanje, ki mi je poškodovalo center v možganih pri rojstvu. A od rojstva je to ja. tako stanje? Aha. Tako da pač nikoli nisem poznala stoječega stanja, vedno sedim in vedno imam stol zraven. No to je prednost, ne? Da kamor ti prideš, že imaš stol, ne? To je res, ja, to je res. Tako da ja, gre za mojo najboljšo prijateljico, kot je pravim, ki me spremlja vsak dan in čez celo življenje. Včasih smo malo bolj prijateljice, včasih malo manj, zato ker me tudi veliko stvari boli zaradi nje, ampak pač sprijaznila sem se s tem in živim polno življenje. Ampak daj mi povej, ti se spomniš recimo teh svojih prvih spominov, ko si bila še čisto majhna, kdaj se recimo spomniš, da pa ni bilo vse v redu s teboj? Recimo, da se spomniš otrok, tvojih prijateljev, prijateljic, ki so se igrali, skakali okoli, ti se pa recimo nisi mogla. Kje so te tvoji najdaljši spomini za nazaj? Tak diagnozo sem jaz dobila pri 3 letih. Jaz še prihajam iz takega obdobja, ko zdravniki še niso bili tako napredni, kot so zdaj, ker zdaj že lahko diagnozo postavijo, ko je ženska noseča. Takrat, ko sem se jaz rodila, ni bilo to še možno. Tako da pač jaz se spomnim, da sem svojo diagnozo dobila pri 3 letih, najhujše pa bilo pri 10 letih, ko so me dejansko soočili z resnico, da pač ne bom mogla hoditi. Do takrat so še bila neka upanja, da mogoče pa bom, zato ker pač nekateri ljudje s cerebralno paralizo lahko tudi hodijo, pa pač imajo druge težave. Jaz pa ne morem hoditi, pa imam tudi druge težave, ampak je mogoče le teh manj, ko pa v nogah noge, pa mi ne opravlja ta primarna funkcija. Ampak recimo, ko se spomniš te novice, ne vem, so ti to starši povedali, ali ti to zdravnik povedal? Zdravnik mi je to povedal. Kaj takrat je ti recimo, ko si bila stara 3 leta, pa do 10. leta, dobro, si bila sicer majhna punčka, ampak ti si imela idejo, da boš ti hodila? Da v bistvu je to samo neka prehodna zgodba, ki se bo popravila. Potem so ti pa to povedali, kaj je to takrat za tebe pomenilo? Pač boljše, da se tistega dneva sploh ne spomnim. Jaz se spomnim, da sta bila ati in mami zraven mene in takrat, ko mi je zdravnica to povedala, sem mogla sama notri v ordinacijo in to sem vedela, da ne pomeni nič dobrega. Tako da v bistvu sem potem, ko mi je to povedala, samo vzela voziček in se odpeljala čez celo bolnico. Ati me je po celi bolnici stal, ker je pač
nisem mogla tega sprejeti, tega še danes ne sprejemam tako čisto ravnodušno, pa sem stara 26 let. Ampak si kaj jezna kdaj? Mislim, ki kričiš, se razjeziš, bi vse skupaj nekam poslala. Si jezna, da se ti je to zgodilo? Mislim, se človek s tvojo boleznjo kdaj sprijazni čisto do konca? Če bi rekla, da nisem jezna, bi se zlagala, zato ker pride včasih situacije, ko si tako pač jezen, ne samo na sebe, pa zdravnike, ki so te v bistvu zašuštali, ker mimogrede, jaz te prej nisem povedala, ampak meni se je to zgodilo zaradi dihalne stiske, ko sem bila rojena v 30. tednu in potem Čekaj, to je prehiter ali prepočas? prehiter, dva nisem pol. Nisem zdaj zračunal vredno. Ja. A ja, tako hitro si se rodila, Ja. pa si bila nedonošenček v bistvu. Tako, in niso bila dovolj razvita pljuča. Ja. In sem imela potem dihalno stisko, ki pa je poškodovala center za hojo in ravnotežje. In kasneje sem potem dobila to diagnozo. Se pravi, dejansko, če bi zdravniki ob tvojem rojstvu bolj poskrbeli za tebe, misliš, da tega ne bi prišli? Mislim, da ne bi, Da ne bi. ampak je pa tudi tako, da jaz vedno rečem, ne glede na to, koliko sem jezna na vse, da človek vedno dobi tisto, s čimer se lahko nosi, oziroma dobi tako, kako bi rekla, tako življenjsko zgodbo, pri kateri lahko sebi največ da, pa tudi okolici. Tako da jaz mislim, da je moja cerebralna paraliza z mano z razlogom, da tudi sebe pa še okolico nekaj naučim. Tako da ja, sem jezna, če bi rekla, da nisem, bi se zlagala, ampak kakor pravim, z razlogom. Ampak daj mi reči, kaj je pa najtežje recimo ob tej bolezni? Kje je dobro to, da ne moreš hoditi, to veva, ne? Ampak kje te najbolj ovira? Kaj ti gre najbolj na živce, da ti recimo ne moreš sama? Da ne morem biti spontana. Ne morem biti spontana zaradi tega, ker pač vedno mora zraven mene biti vsaj en človek, ker ni skoraj, kar se tiče, da bi poskrbela za sebe, nič skoraj ne morem čisto sama narediti, tako da skozi mora biti en človek z mano. In se ne morem jaz zdaj odločiti, jutri si bom kupila karto, pa grem jaz v Barcelono, ki jo imam tako zelo rada, Španijo, ker pač bi mogla enega človeka prositi, a lahko gre z mano, a lahko pač ne vem. Tako da ta spontanost je mogoče najbolj tak, da bi rekla, da je najbolj kritično. Sploh zdaj, pubertet je bilo še hujše, no. Zdaj si malo odrasel že, pa malo drugače tudi gledaš na te stvari, ampak v pubertet je bilo pa s tem precej hudo, no. Ampak recimo, kaj pa dejansko ta oseba, ki je s tabo, pri čem vsem ti dejansko mora pomagati? Oziroma drugače, kaj lahko ti sama pravzaprav sploh narediš? Kaj lahko jaz sama pravzaprav sploh naredim, je tako, no, saj če sem doma, ko je pač meni prilagojeno stanovanje oziroma okolje, v katerem sem navajena, vsaj na večer lahko grem sama, če pa bi mogla... To imaš. Ja, če pa bi mogla iti kje drugje, ne vem, recimo, da grem tule, zdaj ko smo midva, da grem na večer, bi mi mogel pa definitivno pomagati. Tako da v okolju, v katerem sem jaz navajena, si naredim tak, da večino stvari lahko naredim sama in pa tudi, ko sem doma v stanovanju, pač ne hodim, mislim, nisem na vozičku, ampak hodim po vseh štirih. Aha, si se znajdla poleg. Ja, zaradi tega tudi imam probleme, večne
s koleni. ker jih v bistvu uničuješ. Ja. Ne? Ja. In potem se mi naredijo vnetno in moram biti na antibiotikih in take stvari. Ja. Čakaj, pa roke ti, kak je pa z rokami tvojimi? Roke so, Lahko premikaš? ja, roke so boljše kot noge, pač z rokami jaz vse delam. Tudi jaz 4 ure hodim v službo, delam administrativna dela, pač delam z računalnikom in telefonom, tako da roke so uporabne, tako da lahko tipkam po računalniku in telefonu. Tako da ja, Ampak, roke definitivno lahko uporabljam. preko si rekla, ne, recimo, če bi hotela tu zdaj iti na WC, bi bil problem, ne, in mogoče zdaj dobra istočnica za naslednje vprašanje. Ja. Kak je pa po tvoje poskrbljeno za invalide, recimo v Sloveniji, ne vem, dostop do, ne vem, kino, gledališče, lokal, karkoli pač recimo grejo ostali ljudje, imaš recimo ti, ki si na vozičku, težave, ali je to zdaj že tako urejeno in poskrbljeno, da tega ne opažaš več tako? Jaz bi rekla, da je včasih bilo s tem večji problem, pa tudi, da so ljudje mogoče dobili mičkeno bolj zavedanje, da mi, ki smo na vozičku ali pa imamo kakšen drugačen handicap, nismo taki drugačni, kakor se je včasih to ljudem zdelo in radi priskočijo na pomoč. No. Tu moram jaz biti zelo hvaležna svoji družbi, pa tudi tako nasploh ljudem. Zdaj jaz ne vem, če imam jaz to srečo, ker sem tako gobna, Ja, da to mi vidim. ni... Ti v bistvu ti celo več govoriš kot jaz, ne? Da Kar je mi- dejansko fenomen, ampak da te je lepo poslušati. Ne? Da Ja. mi ni problem prositi za pomoč, pa če jo rabim ali pa karkoli. Kako je pa v Sloveniji poskrbljeno? Zdaj od leta 2019 imamo mi eno veliko prednost v življenju, mislim, to ni prednost, to je naša pravica, in sicer osebna asistenta. To so ljudje, ki so pač z nami in so pač, to je v bistvu služba njihova, da je človek v meni in mi pomaga pri tistih stvareh, ki jih jaz sama ne zmorem. Ampak recimo, no, ko sem te vprašal, ko greš nekam, je za vozičke vedno narejen zdaj pot, možnost, dodaten sedež, karkoli, ali ni, ali bi to še Ni. morali urediti? Pač To me zanima. Ni, Še vedno ni. še vedno ni, vsaj ne vse posod, tako da na tem še delamo. Še dela, aha. Oziroma pač se trudimo biti glasni Aha. in pač opozarjati na to, da smo tudi mi del družbe, da ne rabimo biti porinjeni na rob, ker smo ljudje iz mesa pa krvi. Tako da je veliko boljše, ko je bilo recimo v obdobju, ko sem ti prej rekla, da sem se jaz rodila, ampak ni pa še tako, kot bi si mi želeli, da se sploh ne bi rabila ukvarjati z določenimi stvarmi. Recimo, jaz imam ful rada šport in če se želim gledati, ne vem, recimo nogometno tekmo, sem jaz mogla 2 meseca prej odločiti, da bom šla na tekmo ali ne bom šla, zato ker moramo se izboriti svoj prostor. Sicer so narejeni na stadionih že prostori za invalide, ampak še vseeno pa ni tista spontanosti, da bom jaz jutri tebe poklicala pa bi rekla, a greš ti z mano na tekmo, jaz imam karte, pač ni tega, ker se moraš 2 meseca prej... Prav, vse je komplicirano, vse je, aha, razumem. Ni tiste spontanosti, Kar si rekla prej, pridobljeno. ja. Zdaj mi pa to povej, no, se spomniš mogoče skozi svoje življenje, otroštvo, mladost, recimo, da so te zafrkavali, ne vem, da so se delali norca s tebe, da so z tega tvojega hendikepa, da so bili nesramni, da so te zmerjali, ker vem, da otroci, sovrstniki so včasih zelo zlobni, no. Si se kaj s tem tudi soočala, kdaj, da si imela to srečo, da si imela fajn ljudi okrog sebe, pa ni bilo tega? Definitivno, če bi se dalo,
nikoli več ne bi šla čez osnovno šolo. A tam je bilo... Ja, tam je bilo najhujše, ampak to zato, ker smo ljudje takrat pridemo v puberteto in ko je nekaj drugače, smo takoj tisto s prstom kažemo na drugega in pač ti pa nisi del nas, ti pa... Tako da, jaz se lahko rekla, v obdobju osnovne šole je bila moja blazina večkrat premočena od solz, ampak zjutraj sem ponosno vstala in šla spet v šolo. Sicer ne vem, ali je temu botroval moj karakter, ko sem taka fajterka, pa pozitivna, ali pač to je bilo, ja. V drugih okoliščih pa moram reči, da sem znala pol v srednji šoli pa na faksu naprej, pa tudi zdaj v življenju zbrati ljudi, katere pač se mi zdi, da me nikoli niso gledali, kot da sem jaz nekaj drugačna, pač tudi redko kdo, ki je v moji družbi sploh opazi moj voziček, ker so kakšne štenge, pa to se spomnim, drugače pa nisem jaz zdaj v tem obdobju v svojem življenju imela nikoli občutka, da bi bila manj preljubljena in pa to, ker sem na vozičku. Je pa res, da sem znala zbrati ljudi, ki jim to nikoli ni. Ampak recimo, no, če se še to osnovno šolo malo vrnemo, ne, kaj si pa takrat odgovarjala tem otrokom, ki so recimo bili nesramni ali pa so te zmerjali? Si jim rekla kaj nazaj, ali si bila tih? Si jim pol kasneje mogoče kdaj kaj rekla, ko si zdaj že odrasla ženska, na vse zadnje pa si rekla, evo, vidite me, kaj pa zdaj vam je kaj nerodno, se je bilo njim kaj žal mogoče skozi leta? V bistvu takrat se mi zdi, da sem bila jaz še na takem nivoju otroka, da težko rečem, da bi kaj takrat v tistem obdobju rekla. Je pa res, da me zdaj srečujem veliko ljudi in si jaz rečem tudi, oni me seveda ne upajo govoriti. Aha, in je nerodno za nazaj, se spomnijo? Ja, mislim, da vseeno, če ne bi me govorili. Razumem. Tako da jaz sem skozi svoje življenje dokazala, kar sem imela za dokazati tistim ljudem, ko pač me niso imeli radi, tako na vse zadnje je tudi tako, da nikoli vsem ljudem ne boš všeč. Je pa res, da jaz sem dobila toliko zdaj, ko sem se preselila v Ljubljano 7 let nazaj na samozavesti, da mene skoraj nič več ne more spraviti. A ne vem, pa to povej, prej sem prav slišal, da si šla na faks, ne? Se pravi, kakšne šole si dejansko končala? Tako, jaz sem šla na faks, v bistvu sem najprej šla v srednjo ekonomsko v Slovensko Bistrico. Aha, pa si z katerih ti si tu, z teh koncev, Štajerskega? Ja, jaz sem iz Slatine drugače. Iz drugačne Slatine, ja. Pa si naša? Ja. Aha, okej. Naše gore list. Okej. Naše gore list, ki se je preselil daleč zato, ker jaz sem imela dosti vseh teh malih krajev in sem šla za svojimi sanjami. Ona sanja v Ljubljani? Tako da, ja, jaz sem reči, da sem za svojo karierno pot menjala 3 kraje in sicer bila sem na osnovni šoli v Rogaški, potem sem šla v Slovensko Bistrico in na faks v Ljubljano. In kjer faks? Šla sem na višjo šolo za ekonomijo, tako da jaz se rada rečem sama sebi, da sem ekonomist po duši in srcu. Aha, in zdaj delaš kaj? Kot ekonomist delaš? Kaj trenutno delaš? Tako, jaz delam v enem zavodu, ki se ukvarja z osebno asistenco, z izvajanjem osebne asistence in sicer jaz sem zaposlena v oddelku za administracijo, tako da delam administrativne zadeve, veliko telefonov,
veliko ljudi, pa mi ni problem zato, ker pač jaz sem taka zgovorna. Koliko ti je pa recimo ta tvoj handicap, koliko ti je pa škodo pri poklicu, recimo, da ne bi bila, ne vem, na vozičku, da ne bi imela te cerebralne paralize, misliš, da bi naredila lahko boljšo kariero ali ne? Ti je to dejansko škodilo pri službi, pri željah, pri tem, kaj si recimo hotela postati? Pa v bistvu jaz sem vedno sanjala, da bom nekaj delala v medijih. Zaradi tega, ker meni ni bilo nikoli problem, da nastopam, da se izpostavljam in zato sem tudi tebi rekla tako ja, prve za intervju. No, meni vse punce rečejo, ja, slej ko prej, to moramo vedeti. To moramo vedeti, Lana, to moramo vedeti, ampak dobro, ja, dobro. Pač, da bom delala v medijih in potem, ko sem se odločila za kariero, v bistvu na srednji medijski v Celju ni bil prilagojen študijam, ker so bile stopnice in ker sem jaz vedela, da je te montaže in tega veliko, sem potem bila primorana zbrati drugo kariero. Mislim, če jaz ne morem reči, zdaj, da mi je slabo, definitivno mi pa voziček škodi toliko pri grajenju kariere, da se vsak delodajalec ustraši tega, da sem jaz na invalidskem vozičku, ker misli, da bo imel več dela z mano, ker je z mano tole, ker koristi, ker mogoče nisem sposobna v tistem času, ko bi si nekdo želel določene stvari narediti, ampak pač sem imela tukaj probleme se najti, ja, sem bila na kar nekaj mestih zavarjena, čeprav vem, da bi vsekakor prinesla nekaj dobrega, pa en svež veter, pa ambiciozno osebo, ki je pripravljena delati. Ampak če ljudje tega ne vidijo, bo pa pač opazil nekdo drug, pa me bo pač zaposlil. Zdaj pa to povej, Lana, to tvoje stanje, ne, je to permanentna zgodba ali se lahko kaj spremeni, ne vem, upaš na čudež, hodiš na kakšne posebne terapije, te morda čaka, ne vem, kakšna nora operacija, ne vem, da bojo prišli ne vem, z Japonske, z Kitajske, z Amerike po tebe, ker lej, danes je medicina je zelo napredna, ne, vsakič se kaj novega naredi, ampak žal nekatere bolezni so neozdravljive, so permanentne, ne, ampak vprašam, je kaj izgledal, ne vem, da boš pa ti, ne vem, hodila ali ne boš več na vozičku, ali da bi se celo ta tvoja bolezen lahko popolnoma kdaj pozdravila, ali je to misija nemogoče? Kje smo glede tega? Tako ti bom rekla, jaz še vedno upam na čudež, pa ne zato, ker bi meni v tem koži bilo slabo, ker pač jaz sem jo sprejela in sem se navadila in pač ljudje, ki želijo biti z mano, so z mano, tako so bili z mano drugače, ampak res je, v septembru me čaka operacija, ki bo najbrž spremenila moje življenje. Kako bo to vplivalo na moje življenje, trenutno še nimam podatkov, zato ker vsakič ta črpalka, ki mi jo bodo vgradili, moje telo vpliva drugače. Kakšna črpalka? Zdaj se me gre prestrašila malo, mislim, kakšna črpalka. Delala bom na baterije. Na baterije boš delala? Ko se jaz hecam. Torej, ne vem, če sem ti povedala, ampak pri meni
kar je največji problem, so moji krči. Moja spastika, moji krči, Aha. ki mi To kot te. ja, ki me pač v noge veliko bolj kot v roke in pač jaz ne morem, če me krč prime, ne morem nič. Pač jaz ne morem spati, ne morem jesti, ne morem, nič ne morem. In sem bila na začetku poletja na enem testu za to baklofensko črpalko, ki mi jo bodo vgradili v moje telo. Pa kam to? Med trebuhom in med kavkom na levo stran. In bom potem dobivala noter čez eno iglo, eno zdravilo, ki bo te krče blažil. In bo v skladu s tem, ker bo moje telo bolj sproščeno in bo bolj prožno, bom jaz lahko mogoče na dolgi rok delala na tem, da bi vsaj s hoduljo hodila. Aha, da bi dejansko, to bila pa kar velika zboljšava lahko, ne? Ja, Samo to še ne vemo, držimo pa pesti, to ne? še ne vemo. Ti pa so to drage stvari ali ti to pripada preko zdravstva? Zdaj bom tako rekla, to pa je v Sloveniji obstaja že 20 let. Jaz do marca letos nisem vedela, da to obstaja, tako da zdravniki to zelo malo povejo. Se pravi, da bi lahko to že oni te prej znavni naredili? Ja, Aha, ampak tudi moja spastika ni bila tako še nisi bila mogoče napredujoča. pripravljena Kukar je telesno. pač, Aha. kukar je pa zdaj je pa bilo zadnjega pol leta, sem živela na protibolečinski, ker nisem mogla spati, nisem mogla nič. Tako da jaz bi rekla, da sem premalo govorila o teh stvarih, zato jaz vsakemu rečem, predno se v karkoli spustiš, se pozanimaj z ljudmi, ki to že imajo, ki določene stvari uporabljajo. Si se pogovarjala torej z ljudmi, ki imajo cerebralno paralizo, pa so jim vgradili to? Nimajo pač ta baklofenska Ki imajo te črpalka. krče, no, ali kako ne rečem? Ja, jaz imam enega prijatelja, ki je isto invalid, imel je nesrečo, torej je paraplegik, ampak in z njim sem se pogovarjala in je rekla, ti moraš iti na ta test, na katerega sem potem šla, poklic zdravnika, zvem se za test. Slabše kot je zdaj, tako ne more biti. ja. Če bo poti boljše, pa sam še toliko boljše. In ko sem jaz šla na ta test, sem mojega zdravnika, ki me bo zdaj zdravil, s tem vprašala, a ste mi vi slučajno dali drugo telo gor, ker jaz nimam nobenih, pač nimam težav, ko sem jih prej imela. In to, in on pravi, a tebi se res zdi, da ti tako pomaga, ali to pač malo tako, ker sem jaz zdaj tle, pa rečem, ne, zato ker pač pri meni je bilo res hudo, no. Drugače pa ja, ko si me vprašal za terapije, ja, definitivno imam tudi terapije. Pa kolikor to imaš kaj vsak dan, ali koliko imaš to? Ne, imam enkrat na teden s fizioterapevtom in pa še potem asistenti skoraj vsak dan me raztegujejo. To, da ti telo ne zaspi v bistvu, ne? Po pogovoru s fizioterapeutom sem dobila ene vaje, ki se jih pač lahko nauči čisto vsak, ki se jih pač želi naučiti in mi lahko pomaga, ne, nič takega ni, da pač ne bi zmogli. Tako da vsak dan pol podelamo, enkrat na teden pa grem še pol k njemu, da še tistim dodamo pač ene druge vaje še, ki pa jih z mano lahko dela samo fizioterapeut, kot usposobljena oseba.
In je res zelo fajno, da imam take ljudi ob sebi, ki me radi, pa mi lahko pomagajo, mi olajšajo bolečine in vsak dan. No. Zdaj mi pa to povej, ne? Lej, recimo, takle, ko ljudje pogledajo eno dekle na vozičku ali pa fanta na vozičku ali pa nekoga, ki ima takšen in drugačen handicap, ker dejansko pozabijo, da pa gre to v osnovi še vedno za ljudi iz mesa in krvi. Ne? Za ljudi iz mesa in krvi, ki imajo svoje potrebe, ki imajo svoje želje. Lej, ti, Lana, v osnovi si ti odrasla ženska. Ne? Ti nisi samo nekdo, ki je bogi, pa ki je na vozičku, pa ki nič ni z njim. Ti si odrasla ženska s svojimi hotenji, željami, potrebami. Ne? In tudi ti zagotovo, ne vem, imaš potrebo po ljubezni, po fantih, po telesnih stikih. Ne? In kak je s tem, recimo, imaš težave, ne vem, si najti fanta, imaš težave najti ljubezen, ali to iščeš pri ljudeh, ki so podobni tebi, ali bi rada nekoga, ki je, ne vem, zdrav. To mi malo povej. To so pa ene take vedno tabu teme, Ja, to je o zanimivo, katerih ne? se Ja, premalo govori. Zdaj smo Zato, zdaj mi dva ker tu, smo- ne, da razbijamo tabuje do konca. Ne? Ker Ja. smo pač mi, tako kot si ti rekel, ubogi, še enkrat slišim to besedo od koga, sam jaz nisem bog, jaz sem človek, ki potrebuje pomoč pri določenih stvareh in še vseeno, tako kot si rekel, imam želje, potrebe in ljubezen je zagotovo ena taka stvar, da se mi zdi, da jo mi rabimo še več. Zato, ker pač na vse načine. Zato, ker pač mi smo ljudje, ko smo se mi zdi bolj čustveni in si še bolj to nekaj vse jemljemo k srcu in smo tako da zdaj, a imam težave, a jih nimam, jaz jih nimam. Bolj jih ima ti človek, ko mene vidi in ko vidi samo moj voziček in se reče, z njo je pa mogoče veliko dela. In pa zato, ker je na vozičku, pač si bo mogel ne vem kaj pomagati, pa ne vem kaj. Tako da jaz mislim, da bolj kot mi imajo z nami probleme tisti, ko nas opazijo. No? No pa najdeš fanta. Pa kje jih iščeš pravzaprav? Ja. Najdeš fanta, ne, to je zdaj tako. To naj ostane, skrivnostna sem ga najdla. Zdaj bo pa skrivnostna, ne? Zdaj pa treba pa skrivnostna, ne? Ja. A sem jih najdla, Ja. ne, ampak definitivno si pa jaz želim nekoga, ki bi bil hodeča oseba, pa ne zato, ker bi do hendikepiranih imela kakršen koli zdržek, ker če se zaljubiš, se itak zaljubiš v dušo in ne v telo, ampak iz tega nekega fizičnega smisla se mi pa zdi, da bi me hodeča oseba lažje obvladala, ne, v vsakem pomenu te besede. Tako da jaz, če bi lahko zbirala, ker itak vemo, da niti fantov si ne moramo glih zbrati, ampak pride tiste pravi, pač pride, ne? Nekoga, ki je pač namenilo življenje, bi jaz rekla, da bi raje imela hodečo osebo, ne pomeni pa to, da hendikepirano osebo Da je to pa ne bi pogojno, ja. sprejela. Pa kaki fanti si ti pa všeč? Kakšne fante opaziš? Opazim pa fante, ki dajo neki na svoj izgled, ki so kulturni, ki so samozavestni, ker mogoče imam jaz ta en
zadržek, da sem, ko pride do ljubezni, mogoče mičkeno premalo Ja, samozavestna. dobro, to je Čeprav normalno. bi veš. lahko Ja. bila bolj, se zavedam, da bi lahko bila bolj, ampak Veš kaj, rabiš, če te smem prekiniti, ja, čas rabiš. Ne? Se pravi, z nekim fantom, ki bi ti z njim bila, pa bi se začela ljubezen, pa bi se začeli, ne vem, telesni stiki, ono, drugo, tretje. Zagotovo bi po nekem času se ti sprostila, postala samozavestna, bi se začela počutiti seksi. Razumeš, ki bi videla, da te on tudi, da se ti on tudi Gleda želi. seksi, Ne? ne. Zdaj na začetku mogoče je pa res, da je normalno, le še tudi punce, ki niso recimo na vozičku, pa ki so zdrave, pa ki nimajo ne vem, nekog izkušenj s fanti, imajo težave na tem področju, pa jim je nerodno, pa mora biti ugasnjena luč, pa gor dol. Kaj šele recimo ti, ampak tudi garantiram, ne, če pride prava oseba, pa če Ja. bi te sprejela, to je pomembno, da te sprejme Ja. takšnega, kot si. Ne, se pravi, takšno kot si, bi tukaj ti 1, 2, 3, bi pozabila, da je s tabo karkoli narobe. To ti garantiram. Ne. Definitivno, drugače pa ja, pač samozavestna zato, ker pač tu jaz se zavedam, da pri meni prvi korak bi mogel biti od moškega, zato ker jaz še nikoli nisem naredila prvega koraka. Mislim, saj ne, da skrivam, da mi je kdorkoli všeč, ker pač tega se ne da skriti. Mhm. Drugače se obnašaš do določene osebe, ko pač gojiš simpatijo, ko pa do nekoga, ki je recimo tako znanec ali pa kolega, prijatelj. Ampak ja, definitivno pa, da je tako postaven, da nekaj na svoje telo, da ni tak, pa temen mora biti. No. Gledati, okay, zdaj si mene opisala. Ne? Ti, ampak poslušaj, kaj pa Ja. recimo, da poveš, ne vem, prijateljem, na vse zadnje staršem, ne? Terapeutom, komorkoli, da si ti želiš fanta, da imaš ti svoje potrebe, svoje želje, te gledajo čudno, pa rečejo, da je Lana, ne lomi ga, se veš, da nisi v redu, se veš, da si bolana, ni to za tebe, ali te spodbujajo, Lana, gremo, akcija, vse bo. Včasih dobim občutek, ne, da vas, recimo ljudi, ki imate nek handicap, ne, neko bolezen, da vam kar bi radi preprečili to, ne, da to pa ni za vas, ne, da ga ne lomite, ali se motim. Ja, pač zdaj si opisal mojo situacijo, ne? Ampak glih tu je pol tiskač, ali se mi oddamo temu, pa rečemo, ok, se mogoče to res ni za mene, a rečemo, ne, jaz bom probal, pa če res za menga ne bo, ki me bo sprejel tako, kot sem, potem bom pa s tem jaz odnehala. Ampak jaz še vedno mislim, da hodi po tem svetu, sicer ne vemo, kje je, ampak hodi po tem svetu nekdo, ki išče točno tako osebo, kot jaz sem. Bravo. Tako da jaz mislim, da če si mi pustimo biti zaljubljeni, bo slej ko prej prišla ena oseba, ki bo vzela to, kar ti imaš, telesno, mentalno, tako. Lana, kdaj si nazadnje jokala? Pa zakaj? Nazadnje sem pa jokala od sreče, ko sem bila na testu za bakovinsko črpalko, ko sem naredila s hoduljo svojih prvih 50 metrov korakov s pomočjo terapeuta. To si na Facebooku je bilo to nekaj javno, to se spomnim, ja. Ja, Takrat si jokala od to sreče. sem jokala od sreče, zato ker je po moje ena velika želja, ki je na vrhu, na wish listi, ne glede na to, da jih imam še veliko, ampak za druge sem jaz odgovorna, jih bom obklukala, jih ne bom obklukala, zato pa pač nisem jaz odgovorna, oziroma do neke mere po operaciji tudi bom, koliko sem pač pripravljena truda in vsega vložiti v to, da se bo dejansko to uresničilo. Ampak
je to, da bi vsaj sodoljo par korakov naredila. Ne rabim jaz zdaj se posloviti od vozička, ker bi to bilo totalno egoistično razmišljati, da bom jaz pa svoj voziček čez nekaj cajta pospravljal v kot. Kaj pa drugače, Lana, kaj te veseli v življenju? Ne vem, kaj so tvoji hobiji? Rada poslušaš glasbo, gledaš filme, bereš knjige, ne vem, kaj je tisto, kar te veseli? Jaz sem velika ljubiteljica živali, tako da sem vedno, ampak res vedno obkrožena z enimi živalmi. Najrajše sem imela konje. Konje? Ja. Kaj imaš doma konja? Ponja doma v sobi? Ne, nimam. Ja. Ampak če bi se dalo, bi ga imela tudi kar doma, ja. Kaj bi ti pokakal celo sobo? Kaj bi ga naučila? Ker je igralec Arnold Schwarzenegger, ima osle doma. Pa mu jejo pri mizi, ja. Pa se podijo okrog hiše. Glavnem velika ljubiteljica živali, velika ljubiteljica pisane besede. Pišeš ali bereš? Pisane besede. Aha, bravo. Jaz zelo rada pišem in upam, da mi bo kreativna žilica toliko namenjena še naprej, da bo enkrat iz te moje zgodbe nastala knjiga. Če to pišeš roman, ne pesmi? Tako, roman. Prozo. Aha, pa se pravi svoj avtobiografski roman. Ja. Mene boš omenila? Ja. Poglavje srečanje z Iztokom Gartnerjem. To moraš narediti. Seveda. To moraš narediti, ne? To je največja zvezda. Ja, točen tak. Točen tak. To moraš, to moraš, ja. Tako da to bomo naredili, ne? Ampak ja, pač imamo željo, da bomo dokončali knjigo. Zdaj nekaj še napisano, potem pa je malo vmes voza tišja, zato ker nisem imela navdiha in če nimaš navdiha, ne moreš pisati. Ti, Lana, zdaj pa mogoče še ob koncu, ne? Ja. To se sprašujem ves čas, ko te gledam, recimo, ne? Pa gledam ljudi, ne vem, ki so zdravi, ki imajo vse, ne? Pa imajo denar, pa imajo vse stvari tega sveta, pa so nesrečni, pa niso nasmejani, pa so depresivni, pa bi to, pa bi ono, pa se skozi pritožujejo, pa ne vem, ni jim všeč to, kar imajo, ne? Pa pogledam tebe, ne? Ko bi pa lahko bila cela na tleh, pa skozi žalostna, pa bi se podala v sodo, si pa ravno nasprotno, ne? Si pa pozitivno naravnana vsaj večino časa, verjamem, da imaš kakšne slabe trenutke, kot jih ima vsak, ne? Ampak si nasmejana, si zgovorna, si simpatična, rekla si eno tako veliko srce, kot sem ti povedal. Kako ti to uspe? Odkot si črpala to svojo pregovorno, pozitivno energijo in dobro voljo? In to je verjetno tudi pogoj, da sploh preživiš dejansko takšno stvar, ki te imaš ti, ne? Zdaj, da bi rekla, da vem, bi se ti zlagala. Je pa res, da te verjetno to malo nauči življenje, ker jaz, ko sem slabe volje, iz mene res ni nič. In potem sem žalostna in sem potrta in ne naredim nič zanj. Potem ti pa naredi tak en klik v glavi, ko si rečeš, pa lej, ne bom taka kisla, pa zamorjena, ker nič ne. Moraš ti ljudem dati razlog, da ne glede na svoje vse preizkušnje, kot jih imamo ljudje v življenju, pač je vredno živeti, zato ker imamo eno življenje in če to življenje ne bomo preživeli na način, da se ga bomo, ko bomo enkrat na zadnji posti in ko bomo umirali in ko bodo z nami tisti ljudje, ki so nas imeli radi, da se jaz ne bom mogla spomniti enega lepega trenutka,
skratka, v svojem življenju, čeprav je bilo veliko slabih, moramo si naliti čistega vina. Potem nisem naredila v življenju nič in jaz rada rečem, če sem svojo zgodbo spremenila eno življenje, je moje življenje polno in lahko tudi jaz nekaj dam, zato ker sem se razdajala v življenju in sem bila tu za ljudi in so bili ljudje tu za mene. Določeni seveda tudi ne, pa tistih se ne bomo zdaj spominjali, ampak nekaj, kar bi rada ljudem položila na srce, je pa moj moto, ki me spremlja od začetka življenja, kako se zavedam svojega stanja, je pa živi in pusti živeti. Ampak jaz bi tu še dodala, živi polno, ker lahko živiš osebno legendo. Lana, hvala ti lepa za tale lep, poučen in zgovoren intervju. Jaz upam, da se ti bojo uresničile vse želje, ki jih imaš pred sabo, da ti bo ta črpalka telo spravila tako fejs v red, da boš naslednjič, ko se dobima tule s huduljami skakala otroke in da boš našla ljubezen, da boš našla torej vse tisto, o čemer sanjaš in da boš še naprej ostala tako simpatična, nasmejana in tudi navihana punca kot si. Hvala tebi, Iztok, za priložnost, da se ljudem na YouTubu in po vseh drugih platformah pokažem in da jim povem, da ne glede na to, kako usodo imamo v življenju, pač je treba biti in živeti polno, ker le tako se bomo česa spominjali in bomo lahko rekli, da smo živeli tako, kot si vsi ljudje zaslužimo. Nimam kaj dodati, ne? Hvala lepa.